O tem potovanju na Sardinijo imam jaz marsikaj zapovedati, tako da se udobno namesti, kakšen prigrizek si vzem in poslušaj mojo zgodbo. Na Sardiniji smo se odpravili z našim kombijem Piči Miškotom, ki sva ga prenavljala 1 leto. Hvala vsem tistim, ki ste bili z nami na tem neverjetnem popotovanju in vsi tisti, ki ste si pogledali van tour vlog, ki je bil v bistvu kot nekakšen zaključek te celotne renovacije. In najprej smo mislili, da bomo šli v Skandinavijo, to je bilo že skoraj tako, v bistvu je bilo 100% in vsem sva tudi okrog sebe razlagala, ja, mi gremo v Skandinavijo, gremo v Švedska, pa mogoče tudi Norveška, ampak nekako tik preden, tako dobesedno par dni pred odhodom, sem jaz bila, Klemen, kaj če bi šla medva raje nekam na jug, nekam, kaj je toplo, kaj je malo bližji in tako naprej. Tako da na podlagi tudi parih influencerjev, ki so bili s kombijem tam, naprimer Noemi, in potem je ona dala še ful dobre informacije glede potovanja s psom in trajekti in na podlagi tega so se med odločila, pejmo na Sardinijo za 3 tedne. Naj si moramo šipe spucati. Torej, da se ga odvala posvečati. Sardinija v preteklosti nikoli ni bila na mojem radarju. Tudi ne poznam veliko ljudi, ki bi bili tam. Iskreno, če bi me kdo vprašal, tole, kar vidite na posnetku, zdaj je čokoladni mus z redukcijo vina in vse to je bilo snemano v Cagliariju, kjer so se imela full nice in uživala v kulinaričnih dobrotah. Še posebej je bil pa vesel Klemen, ki je po večeri in sladoledu šel še po pico na kilo, ker tam prodaja pač kup pice, da ti jih zvagajo. In sva pa vzela še malo te pice za naslednji dan za zajtrk, kar je vedno dobro odločitev, tako da to je mogoče en tak moj nasvet vsem vam, da si vzemite pico za zajtrk. V glavnem, kje sem ostala? Ja, Sardinija nikoli ni bila prav zares na mojem radarju. Mogoče tako tisti moj pretentious občutek dolgočasnosti Evrope, za katerega se opravičujem sama sebi, da sem tako dojemala cel Mediteran. Dej voz, Klemen. Dej voz. Kje sta se pa tele dva ustavila? Kot eno veliko gmoto iste pokrajine in iste kulture in vse, da je pač isto. Ampak iskreno je to potovanje bilo še 100-krat boljš kot ta video, ki ga zdaj gledate. Bilo je nad poprečno in zdaj vam bom malo razložila, zakaj sva bila tako oba navdušena, kaj je prispevalo k temu, da je Sardinija potovanje, ki nam bo po mojem res zavedno ostal prav nekje posebej zapisan v najinih srcih. Že samo po sebi, sem še malo hamona. Paradajzek. Prva stvar je zagotovo ta, da smo bili izven sezone, tudi lani, če se spomnite, ko smo bila na Balkanu, je to prispevalo k po mojem precej boljši izkušnji, kot če greš v višku sezone, ko se vsi gužvamo, tako da ja, ker so bila izven sezone, april in pa začetek maja, je bilo zelo malo turistov, vse je imelo občutek, da otok diha in da se ne gužvamo. Poleg tega je narava, tole drugače gledamo točo, v enem dnevu je 3-krat toča dobila, res taka, kar konkretna, ampak smo preživeli in vse je bilo redno in kombijo se ni nič poznalo, tako da all good. Tudi glede vremena je bilo tako, da na začetku, ko smo prišli na otok, je bilo kar hladno, pa ne mikavno zakopati, ampak se boste pa videli v zadnje 14 dni smo imeli pa ful srečo in je bilo zelo lepo in sončno in v glavnem, ja, druga stvar je zagotovo pokrajina. Pokrajina se ful razlikuje, plaže definitivno niso enaki drugi. Imaš od peščenih plaž s turkišnim morjem, imaš do takih kamnitih obal, imaš klife,
v notranjosti imaš gore, zelo je zanimiva in pestra pokrajina in za razliko marsikaterega otoka ni kamnita. Torej ni vse en sam kamen, tako kot recimo Tenerifi, ampak gre za v bistvu zelo zeleno naravo. Potem tretja stvar, ki mi je bila všeč, je ta obvladljivost otoka, ampak hkrati še vedno prostranost. Sardinija je mičkeno večja od Slovenije. Še kako je prej ena skočila. Oh, it's a big one. It's a big one. Kar imaš tako feeling, se pol je dost mejhna, ampak ceste, pač itak greš večinoma po panoramskih cestah, tako da premikanje po otoku vzame kar veliko časa. Ja, ta prostranost ti da res občutek, da imaš ful priložnosti za raziskovanje, kar mi je bilo zelo všeč. Četrta stvar je zgolj moja neka teorija, pa zdaj mogoče bodo eni tako, kva ti prebiješ, tu si ti kar nekaj izmislila, ampak hear me out. Sardinija deluje nasploh, kar se turizma tiče, da ima bolj monden turizem, torej da se ne grejo glih masovnega turizma. Cene so precej visoke, če ješ zunaj, boš dal za večerjo kar veliko denarja, tudi videla sem v kakšnih blogih, da v glavni sezoni boš mogel plačati za parking, plačati za tako zelo visoke cene so tudi za ležalnike, za vse neke stvari. In se mi zdi, da na ta način omejijo tu, da nekako otok ni prenasičen in lokalci, pač kmetje in tako lahko še vedno zaslužijo nek fair denar in prodajajo svoje lokalne izdelke. Tako da se mi zdi zaradi tega, ker je tu pač tako, kot sem jaz neko teorijo razvila, so potem domačini ful prijazni. In medva sva res imela kar veliko stika z domačini, ali ko sva spraševala za, ne vem, za kam moramo iti, ali ko sva kupovala kaj na tržnici, karkoli, zelo topli so bili in zelo prijazni in tudi tako občutek dobrodošlosti je bil. Tako da ne vem, zdaj, ali je eno z drugim dejansko povezano, ali se pravim, sem si jaz to zmislila, ampak res mi je bilo prijetno biti na tem otoku. Si ti v redu? Je ne, v vlogo ženska. Okay, Peta stvar je pa zagotovo to, da pač, ker smo bili off-season, smo lahko bili sparkirani na čudovitih lokacijah, pa PS, na tej plaži sva tudi surfala, tako da tu je pa mogoče še en bonus, ki bi ga omenila, in sicer, da lahko na Sardiniji počneš ful raznolike aktivnosti, od surfanja, windsurfinga, wakanja, hikinga, kajak, s konji greš lahko naokrog, kogarkoli se najde ful zanimivih stvari. Kaj bo pa za večer? He's a professional. Ne, po mojem je slišal, da ti brenčiš z unim za smetano. Pa je bil tako,
Petra se je smetana sta večerja. Mal moja, mal Klemnova pogruntavščina. In sicer s sabo sem vzela instant orzo. Kaj je to kot žitna kava? Ječmenov napitek, ja, žitno. In pa sem Klemna rekla, se spomniš med korono, ko so vsi stepali te instant kave, da je pa ratalo tako penasto. Mislim, se je reklo Diagona coffee, nekaj tazga. In je Klemen probal in zdaj je v bistvu to bil naj napitek na Sardiniji. Tista kava, mičkeno cukrčka, mleko in zblendaš in je ful dobro. Naj še piknik poveč je dobro, ker se mi zdi, da čakam. Je, ne? Ena boljših stvari, ne? Ne piknik? Ti imaš še na one svoje, da ti še malo. Ja, malo žiti. Prišel pa na... Že sem sanjala, da sem si naročila decaf coffee, ampak tik pred spanjem. In to je pomenilo, da sem zabredla v težave. Kar neki. Caffè decaffeinato. Si pa nisi tako velikrat posnela, kot kava delaš. Nisem? Ne. Koliko max 3-krat. Ja, je pa bilo večkrat. Če vključimo vse. Enkrat za bani in enkrat v hostih v kavi. Ne, tle. A ja, tle. To je pa prvič. 2-krat. Ja, dej, takrat smo še nekaj kvajčo kava. Tole pa definitivno pol dominikanski. Hoplat. Kaj, probam ali ne rabiš ti še v življenju, ali? Jaz te rabim. Tako ne bom probal. Dobro. Kako si spal? Kako si spal, Klemen? Ampak zakaj si ti slišal komarje, jaz pa ne, to mi ni jasno. Res pa ti dala dobro idejo. Daj še čokolado, pokaž, da bo folki vedel. Mislim ovitek. Jaz z veseljem pokažem pa svoje koščke čokolade. Pa daj, ne zdaj tu raztresati. Ali tu je džianduja? Tu je tako dober. Kaj še malo lešnička not, ne? Ja. Sestrična Anja nama je naredila ful enih lepih šalčk za Božič. In ta je bila za Klemna in piše gor fan of a van. A fan of a van. Jaz sem pa podobno šalčko, malo po stanovanju, piše gor pa fan of fun. And now the pancake master.
nikjer ne povejo. Majster. Na podlagi tega, kako se bo čez luknjo zapeljal, lahko oceniš, koliko težek je. Glej, po zvoku. Glej. Vidiš, zadnji konc. Koliko bi rekel? 3540. Čist malo čez mejo. Glej. Kaj smo se doživeli. Di tačko. Tukaj tačko. Di tačko ga. Bravo. Bravo. Še tačko. Še tačko. Di tačko. Bravo, trio, dio. Si se razživel? Gremo domov. Kako? Ko Jezušček. Tako, po slabih 3 tednih smo se odpravili s trajektom nazaj proti Italiji, proti italijanskim kopnom in potem proti domu. Zelo smo bili žalostni, ko smo odhajali, ampak doma so nas že čakale nove dogodivščine, tudi Piči Miško. Ful je vse zanimalo, kako je Piči Miško zdržal to pot v bistvu vrhunsko in nismo imeli nobenih problemov. Hvala ful za ogled tega vloga. Bi pa vas prosila, da če imate kakšne vprašanja glede Sardinije, napišite spodaj in bom odgovorila v enem izmed prihodnjih vlogov, zato da bo še malo bolj tako uporaben. Se mi zdi, da imam kar veliko nasvetov, ki jih lahko dam, da če bo šel kdo na Sardinijo, si bo pomagal z njimi. Tukaj pa še obljubljen bonus posnetek, kako lepim stran folijo, zaščitno folijo iz fronta. Ajdi, čau, čau!